Kadar govorimo o kakovosti in varnosti v zdravstvu, se pravzaprav vsi po vrsti zavedamo, da je ključna osnova za to, poleg seveda ustrezne dostopnosti do zdravstvenih storitev in pravočasnega zdravljenja, kakovosten, dober, zaupen odnos med bolnikom in zdravnikom oziroma celotnim zdravstvenim timom v vseh postopkih zdravljenja. Tu pa se v praksi, kot vemo, marsikdaj tudi zatakne iz različnih razlogov, tudi sistemskih. Seveda pa so v pripravi novi prijemi, ki naj bi to polje medicine in delovanja našega javnega zdravstva izboljšali. Ja, v Sloveniji, kot že verjetno veste, poskušamo vpeljati tako imenovani NAVTES, na vrednosti temelječe zdravstvo, kjer v bistvu želimo bistveno bolj vključiti paciente. In to bomo naredili v bistvu na eni strani z tako imenovanimi PROMI, Patient Reported Outcome Measures, kjer pacienti v bistvu poročajo o svoji kakovosti življenja, o funkcionalnosti, o bolečinah, da vidimo, na kak način te intervencije, ki so bile narejene na njih, v bistvu vplivajo tudi na njihovo kakovost življenja. To je izredno pomembno v bistvu, da vidimo, na kak način lahko oni poročajo potem tudi zdravstvenim delavcem o svojem stanju in da lahko zdravstveni delavci potem prilagodijo v bistvu obravnavo na njihovo stanje. Druge meritve so v bistvu Patient Reported Experience Measures, kjer v bistvu pacienti poročajo o svojih izkušnjah znotraj zdravstvenega sistema. Te meritve praktično že kar nekaj časa zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje in nam je pomembno, da to na nek način vključimo, da lahko resnično vpeljemo v sistem, kjer bomo sistem temeljil v bistvu tudi na teh poročilih strani pacientov. S projektom NAVTES je javnost seznanjena kar nekaj časa. Zanima pa me, kako blizu ali daleč je zaživetje tega projekta v praksi. Ja, zdaj letos in prejšnje leto smo v bistvu imeli na ministrstvu delovno skupino, ki se je osredotočala predvsem na to, da smo lingvistično prevedli in pripravili vprašalnike za različna področja, in sicer za kardiologijo, oftalmologijo, onkologijo in ortopedijo. V tem kontekstu je v bistvu Slovenija prva država na svetu skorajda, oziroma ena izmed prvih treh, ki bi se lotila tega sistema NAVTES-a na sistemski ravni, na nacionalni ravni. Druge države to večinoma delajo samo pri izvajalcu. Sicer so napredne in imajo mogoče bolj vpeljan ta sistem, vendar mi poskušamo to narediti na nacionalni ravni. Seveda bo to še nekaj časa trajalo, da bo popolnoma zaživelo, zaradi tega, ker želimo te vprašalnike tudi digitalizirati in jih vključiti v e-karton. Tako da bo dejansko, da poskušamo omogočiti pacientom, da bi čim lažje izpolnjevali te vprašalnike. Tako da predvidevamo, da bi po vsej verjetnosti naslednje leto, da bi lahko bolj zaživel ta projekt. Pa ste v njegovo pripravo vključili vse deležnike, vse ključne na tem področju? Ja, seveda, najbolj ključni so bili tudi poleg strokovnjakov iz teh področij, ki sem jih rekla, predvsem tudi pacienti, ki so bili vključeni, in vprašalniki tudi za validacijo so bili validirani na slovenskih pacientih. Tako da, kar se tega tiče, delovna skupina je vključevala te glavne deležnike. Kateri pa so po vaši oceni ključni izzivi na tej poti, ki vas pelje k udejanjanju projekta? Ja, zdaj, stvar je seveda, če se bo to dalo digitalizirati in da bo to dejansko potekalo na nek način, da bo to znotraj obravnave, je seveda ena stvar, da naredimo čim lažje za paciente. Po drugi strani smo pa tudi videli, in tudi mednarodne študije kažejo,
da dostikrat pacienti tudi ne odgovarjajo na te vprašalnike, zato ker je to še ena dodatna stvar, ki jo ponavadi morajo narediti. Tako da praktično tukaj moramo vsi skupaj biti bolj ozaveščeni o pomembnosti teh vprašalnikov, ker na ministrstvu in skupaj z ZOPS-om smo tudi naredili v bistvu eno kampanjo Vaš glas šteje, kjer poskušamo v bistvu opolnomočiti paciente bolj tudi na tem področju, da resnično pomeni nekaj, da odgovorijo na te vprašalnike, ker edino na tak način bomo lahko vključili njihove rezultate in njihova mnenja naprej v obravnavo. Tako da tukaj se mi zdi ena ključni izziv, v bistvu to resnično odgovarjanje na vprašalnike, poleg digitalizacije, ki poteka. Bi pa samo še omenila, da poskušamo tudi narediti v bistvu tudi analogno, ja? Tako da poskušamo doseči vse paciente, tudi tiste, ki mogoče niso tako digitalno spretni, tako da to bo potekalo potem v različnih pri izvajalcih skupaj z zdravstvenimi delavci. Kakšna pa je odzivnost zaposlenih v zdravstvu, od zdravnikov do medicinskih sester in drugih profilov, pa seveda tudi menedžmenta? Ja. Mogoče bi še tukaj izpostavila projekt Improve, to je evropski projekt, v katerem je Slovenija vključena z veliko partnerji, tako izvajalci, kot tudi akademskimi partnerji in pa zasebnimi partnerji. To sem omenila zato, ker smo v bistvu januarja imeli v Sloveniji konzorcijski sestanek, kjer smo povabili različne deležnike, tudi slovenske, da vidimo, kaj so največji izzivi in v bistvu kako lahko bolje motiviramo tako zdravstvene delavce kot paciente na tem področju. In izzivi so velikokrat podobni, da v bistvu je seveda ti vprašalniki so potem še ena dodatna stvar, ki jo zdravstveno osebje pač mora oziroma je zaželeno, da jo izpolnjuje. Po drugi strani smo pa dobili tudi zelo dobre primere, da takrat, ko medicinske sestre ali pa administratorji sodelujejo s pacienti, potem se motivacija v bistvu viša z obeh strani. Tako da je ta moment v osnovi sodelovanja za obojne izredno pomemben.